Moje ime je Bojan Mor, jaz bom poskusil govoriti in tudi hkrati tudi kretati v slovenski znakovni jezik. Slovenski znakovni jezik je moj prvi materni jezik. Danes vam bom predstavil eno zelo ozko, posebno, specifično zadevo področja tehnične izvedbe in tolmačenja znakovnega jezika na televiziji. Preden začnem, bi rad se uvodoma zahvalil gospodu Matjažu Debevcu, da me je povabil na ta konferenco prispevati svoj strokovni članek. Tako da še enkrat mi je to v čast in ponos, da sem tukaj lahko in da delim svoje znanje, izkušnje, ki so posledica preko 25 let delovanja, kot v Sloveniji, kot v tujini. Imel sem tudi televizijo, prav klasično televizijo, Tipk TV za gluhe in naglušne, kjer sem imel 6 let delovanja, žal zaradi neustrezne ali pa neprilagojene medijske zakonodaje v Sloveniji pač primoran zapreti. Zdaj, če pogledamo z perspektive gluhe osebe, se pravi, sedi v dnevni sobi in gleda televizijo, glede dostopnosti, se pravi, gluhim ali naglušnim osebam oziroma uporabnikom slovenskega znakovnega jezika. In se vprašamo, kam tolmača postaviti na ekran, pravi znotraj televizije, ne? In seveda tehniki ali pa osebe, ki se s tem ukvarjajo na televiziji, rečejo, saj bomo pa takole vstavili. Tolmač je gor, nek krogec, postavimo in stvar je rešena. Gluhi imajo dostopnost. Ampak z perspektive gluhih je ta dostopnost neustrezna. Pa dajmo drugo rešitev, pa dajmo v kvadratku nekam, ne? Lahko je kjerkoli, ampak takle kvadratek, mi gluhi rečemo, to je kot poštna znamka na televiziji. Tudi ta rešitev ni ustrezna. Tretja, modernejša, bolj pristopna je tako imenovana slika na sliko, ne, picture in picture, kjer v bistvu tolmač postavi, kakor recimo to zeleno ozadje ali pa modro ozadje, kjer potem z nekimi tehničnimi rešitvami prilepimo na sliko. Tudi ta rešitev ni ustrezna. Imamo pa tudi to rešitev, da malo sliko pomanjšamo, pa tolmača damo nekje na sredini, a ne, se pravi, na levi strani je neko podlaga, na desni strani pa slika tolmača na ves sliko, ne, se pravi, koliko kreta tolmači je nekje na polovici, levo, desno. Tudi ta rešitev ni ustrezna. Da vam želim predstaviti in razumevanje vsebine znakovnega jezika je, da to so uporabniki, ki spremljajo, ki imajo izgubo sluha in so tudi osebe gluho slepih. Temelji na uporabi rok, mimike obraza, ustnice, oči in gibanju telesa. Torej, če jaz na televiziji želim predstaviti neko čustveno, neko sporočilnost osebe, moram uporabljati vse tehnike. Takole, takole, ne, vse te malenkosti se morajo videti na televiziji. Slovenski znakovni jezik je opredeljen kot osnovni način sporazumevanja gluhih oseb. Ima povsem svoja slovnična pravila, ki so drugačna od pravil slovenskega jezika in ga ni mogoče enačiti govorjeno slovenščino. Primer, z perspektive slišečih gledalcev. Vi doma, na primer, če bi dali glasnost poročila, če bi poslušali, recimo od 0 do 100, pa da bi vi dali na televiziji glasnost 30, pa spremljali poročila. Slišali bi kot neke vrste tiši pogovor oziroma kot tihi klepet. In je težko poslušati 30 ali pa 40 minut poročila, pa ušesa so skozi napeta in je treba skozi prisluškovati, kaj na televiziji tako hitro govorijo. No, tako je enako pri gluhih, ko je tolmač v takšni obliki, ko mora 40 minut gledati takole pomanjšano, pa se truditi, pa matrati gledati, kaj tolmač prenaša informacijo.
takšna je taka približna primerjava. Kako tolmača ustrezno, pravilno dimenzionirati na televiziji? Predstavljajte si, da televizijo razdelite na tretjine. Ena, druga, tretja tretjina. Ena tretjina naj zajame prostor za tolmača. Spodaj, rdeča, zelena, je to samo polje za neko grafiko, za podnapise in tako naprej. Tolmač na televiziji mora imeti tudi svoj tako imenovani delovni prostor. Malo nad glavo, malo nad pasu, sklenjeni roki, malo prostora, malo prostora. To je njegov delovni prostor, kjer lahko dela, opravi kvalitetno delo. No, in tukaj je že ena taka ustrezna rešitev. Tolmač je v svojem okvirčku, tista druga slika je samo pomanjšana, ker vedeti je treba, da gluhim ni pomembna slika, ki se dogaja na televiziji, ampak mu je pomembna vizualna tolmačenje, informiranje. Tudi ta rešitev je lahko malo nižji, ampak še vedno tolmač v svojem okvirčku. To so pa sanje vsakega gluhega uporabnika, ne? Da bi imel še poleg televizije še svoj poseben televizor, posebej za tolmača, ki ga lahko sam korigira, ureja. Res je, prihajajo novejše tehnologije, tako imenovane hibridne televizije, kjer lahko tolmača znotraj te slike sam povečuješ, zmanjšuješ, premikaš in tako naprej. Ampak kdaj pridemo to, pa še nekaj časa traja. Ozadje tolmača je pomembno, da postane preprosto umirjeno, nevtralno, idealno je to enobarvni vzorec, ki usmerja pozornost na tolmača. Kontrast je ključnega pomena, zato je treba skupaj s stilisti se pogovoriti, s tolmači, kako bojo to oblečeni, ta barvno paleto oblačil, da te izrazite geste, mimike tolmača dobro izstopajo. Pravilna osvetlitev je pomembna za preprečevanje teh senc, zamegljenosti, zato je treba zagotoviti jasno in enakomerno osvetlitev. Velikost tolmača mora biti dovolj, da lahko gledalci jasno vidijo njegove te izrazite geste, mimike, kar omogoča učinkovito spremljanje sporočil v znakovnem jeziku. Delo tolmačev na televiziji je, da se izobražujejo, da sam sebe evalvirajo svoje opravljeno delo tolmačenja na televiziji, in to je pomembno za te ohranjanje visoke, ravni kvalitete, strokovnosti in njihove motivacije. In to vključuje kot internih, kot zunanjih teh izobraževanjih. Priporoča se, da se vzpostavi neko uredništvo za znakovni jezik, ki ga naj vodijo izkušeni strokovnjaki za znakovni jezik, poznavalci gluhe skupnosti, da bi izboljšalo razumevanje potreb televizijskega tolmačenja v znakovnem jeziku. Tolmači na televiziji morajo seveda skrbeti za svojo zunanjost, vključuje se z neko preprosto obleko, minimalni make-up, ličenje, nakiti, ure, viseči uhani, tetovaže, bleščeči predmeti in tako naprej. Nohti preveč obarvani, to niso zaželeni. Priporoča se, da so lasje speti ali kole, uporaba 3/4 rokava in izogibanje teh preveč živahnimi barvami, bleščicami in prekomernimi temi vzorčnimi oblačili ter izogibanjem visokim, globokim v izrezom. Redna prisotnost tolmačev znakovnega jezika je tudi ključnega pomena za vzpostavitev nekega zaupanja in pričakovanja med gledalci. Za oddajo v živo se običajno uporabljajo slišeče tolmače, vendar obstajajo izjeme, kjer delajo tudi gluhi tolmači. Za predhodne te posnete oddaje se priporoča vključitev gluhih tolmačev. Za dnevno informativne oddaje se priporoča 10-minutna oddaja, prilagojena potrebam gluhim v znakovnem jeziku,
za katero tolmačijo gluhi tolmači. Svetovna zveza gluhih VFD podpira tolmačenje gluhih tolmačev, saj je raziskava pokazala, da so ti boljši tolmači za gluhe kot slišeči tolmači. In še zaključek. Vsebinsko delo tolmača, evalvacija, razvoj tehnike, vrsta strategije, pristopi, načini za posamezno področje je potrebno med tolmači, med uredništvami na televiziji postaviti. Urednikovanje in priprava vsebin za televizijo in splet enako velja. Oddaje za gluhe in te informativne vsebine prilagojene za gluhe v Sloveniji na ravni RTV Slovenije še nimamo. Monitoring in kontrola kakovosti dela tolmača na znakovnem jeziku na vseh nivojih, še posebej teh izpostavljenih mestih tolmačenja, kot je televizija, konference in javni nastopi, je še posebej potrebno to skrbeti, da bo ta kakovost na višjem nivoju. Šola za tolmače, ta obstoječi NPK certifikat za tiste, ki delajo na televiziji, spletu, te pretočne vsebine, konference, javni nastopi potrebujejo tudi dodatno izobraževanje. Uvedba, kategorizacija in ovrednotenje dela tolmačev je moja pobuda, da se vključi in ustvari nov NPK2, da se postavi certifikat za tolmača, tolmačica slovenskega znakovnega jezika za televizijo, konference in javne nastope. Ter permanentno izobraževanje je vseživljenjsko učenje, delo in vse druge znakovne jezike. To so moje dosedanje reference, kjer moram povedati nekaj sledeče. V Sloveniji nimamo ustrezne medijske zakonodaje in ko ti želiš neko dostopnost na nekih določenih spletiščih ali pa določenih portalih, je veliko dopisovanja, mailov, dogovarjanja. In ko to vzpostaviš ta stik, potem moraš še ta stik ohranjati, pa spet utrjevati, ne, ker je vse v ozadju neko finančna sredstva, ne. In zelo počasi se tem na področju premika. To je moj zaključek. Hvala za vašo pozornost in še enkrat hvala organizatorjem, odborom, da ste moj, bom rekel, članek povabili, da sem lahko predstavil toliko. Zdaj bi pa prosil občinstvo, vidim, da že se dvigujejo roke. Tehnika bi prosil, če lahko mikrofon vklopi. Ja. Verjetno je piskal, ne? Aha, okej. Naprej bom. Hvala za vašo predstavitev. Zelo lepo ste predstavili uporabo tolmača na televiziji. Če pa imamo zdaj v mislih, da se mladi dandanes prvenstveno informirajo iz digitalnih medijev, kje vi vidite rešitve, da se video vsebine v takem velikem obsegu, kot obstajajo danes v digitalnih medijih, približajo gluhi skupnosti mladih? Hvala za vprašanje. Ne velja za gluhe, tudi velja za slišeče, ne. Svetovni mediji, dostopnost je prvega ključnega pomena je izobraževanje. Gluhi zelo hitro padajo pod vplivom televizije, medijev, kot neke vrste prva informacija, točna, veljavna informacija. Vemo, da pa to potem težko gluhi preverijo, ali je ta informacija točna ali ni, ne. Mladi dostopnost, žal pri gluhih na tem področju ni nič drugega kot potreba zagotovitev tolmačenja na teh različnih medijih. Ja, hvala lepa za zanimivo predstavitev. Vidi se, da ste praktik na tem področju in da imate veliko izkušenj. Zanima me, kakšno je vaše mnenje glede uporabe tolmača
skupaj z podnapisi. Ali menite, da je dovolj, da imamo samo video tolmača znakovnega jezika, ali pa je tudi potrebno dodati še podnapise? Kakšne so vaše izkušnje s tem v zvezi? Vse je odvisno od uporabnika, kako je, bom rekel, splošno razgledan. Imamo gluhe osebe, ki ne radi gledajo tolmača, pa raje gledajo podnapise, ker dobijo točne, jasne informacije. Imamo pa gluhe, ki podnapisov ne razumejo, pa spremljajo tolmača. Problem na televiziji tolmačenja je, kot veste, prehitro. Govorijo hitro, tu za slišeče določene stvari gre kar takole mimo, hitro se govori, in predstavljate si tolmača v taki majhni obliki, koliko se vmes izgubijo te informacije in potem ta gluha oseba se vpraša, kaj je hotel ta povedati, kaj je ta prispevek povedati, in živim toliko v slabem občutku, a sem jaz razumljen strani dostopnosti, ne, imamo tolmača, vlagajo se ogromna sredstva, ampak rezultata pa ni, ne. In manjkajo tisti detajli, podrobnosti, kot sem jih našteval, da bi izboljšali, dvignili nivo kot tehničnega vidika, kot tudi vloge tolmačev na televiziji. Imam še eno vprašanje. Pozicija tolmača na zaslonu. Nekatere države preferirajo na levi strani, nekateri na desni strani. Kakšna je vaša izkušnja? Kje je najboljše imeti tolmača? Na levi ali na desni strani zaslona? Ko bom rekel, ali levo ali desno je vseeno, pomembno je, da se tolmača dobro vidi in da je izoblikovano v obliki celostne grafične podobe te oddaje. In potem se lahko okvira ali na levi, ali na desni, ali zgoraj, razlika pomanjšana. Bistvo je, da je tolmač dobro viden. Hvala. Še kakšno vprašanje? Potem bi pa jaz imel eno vprašanje. Ja, izvolite. Hvala lepa za vašo predstavitev. Se bom čisto kratek, ampak moram nujno, ker ste pač omenili zakonodajo. Nek določen napredek je narejen za prenosom direktiv o avdiovizualnih medijskih storitvah tudi na področju dostopnosti. To se je opoznalo in se v obliki obveze, da morajo izdajatelji sprejemati triletne programe za razvoj in izboljšanje dostopnosti avdiovizualnih storitev. Imam pa še eno vprašanje, to pa res vprašanje zdaj, kako je pri nas z razvojem teh avatarjev za znakovni jezik? Ker to mislim, da so Japonci imeli da so olimpijadi to uporabili prvič, če se ne motim. Hvala. Hvala za vprašanje. Prvič tisto, kar ste omenili glede zakonodaje, je pa slabost te zakonodaje je, da izdajatelj lahko reče, da v prvem letu smo zagotovili 5 minut tolmačenja. Naslednje leto je lahko to 6 minut, želeli bi pa 2-3 ure na dan, ne pa na letni ravni. Tukaj je ta pomanjkljivost zakonodaje. Drugo, kar se tiče avatarja. Svetovna zveza gluhih je javno in tudi piše, da je v bistvu podpira tam, kjer so te eno iste značne vsebine, kot je recimo vremenska napoved, prihodi vlakov, kot ena baza podatkov. To je lahko dovoljeno, dopustno, za dnevne informativne oddaje ali pa filme in te zadeve pa je pač proti temu, ker tehnologija in razvoj še ni tako daleč prišla, da bi avatar znal tako natančno, kot ste vi imeli prej problem, recimo pri podnaslavljanju, mora biti standardni profesionalni govor, Kaj pa, če pride neka narečni govor, nekaj posebnega, avatar ne bo znal, ker nima v bazi podatkov, kako naj to tolmači, kako to prevede, In do sedaj, dokler ni tehnologija, ampak jaz ne vem, kaj bo čez 10-20 let, ampak zdaj trenutno je Svetovna zveza rekla, da je to proti temu. Je pa res še nekaj, da sem pa zelo presenečen, strani evropske ravni,
da se znatna sredstva vlagajo v razvoj AI, v avatarje in tako naprej, ne vlaga se pa v teh standardnih tolmačih, izobraževanjih, bom rekel, v človeških virih sredstva, ne. In tukaj je to ta žalostni svet, no, pogled. Hvala. Jaz bi pa imel še eno čisto kratko vprašanje. Omenjali ste hibridno televizijo, ki se meni kot inženirju zdi zelo zanimiva stvar za to področje. Zanima me pa, ali ste mogoče raziskali, ali ta način predvajanja tolmača zraven rednega programa že obstaja v kakšnih drugih državah, recimo Danska, Finska, mogoče Norveška? Ne, nimajo še razvite, imajo bolj razvito v smeri hibridne televizije, to pravi, znotraj televizije se postavi tolmač in ga potem sam povečuješ, a ne, ampak to je spet odvisno od ponudnika televizije, ne. Ni pa to v bistvu univerzalno za vse medije, recimo, ne vem, YouTube, Instagram in tako naprej, ne. Hvala lepa. Hvala za vašo prezentacijo, s tem smo tudi zaključili z vprašanji. Moramo iti naprej. Hvala lepa. Hvala lepa.